Jaz sem besen, ko berem takšne zakonske predloge, ko v imenu nekih socialnih reform, ko v imenu neke družinske politike berem oziroma govorite o socialnih reformah in znotraj njih, namesto da bi govorili o tem, kako ljudem pomagati, govorite o tem, kako ljudi sankcionirati za njihovo revščino. Namesto da bi ljudem v revščini priskočili na pomoč, ponudili več, prinesete v Državni zbor diskusijo o tem, kako jim je treba še to nekaj malega, kar dobivajo, pobrati. In to je predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi. Socialno denarno pomoč lahko vzamemo, če družina ne plača položnic za elektriko ali pa za vodo ali pa za ogrevanje. Pa ko po defaultu je to družina, ki sama ne more tega plačevati in ima za to socialno pomoč, ta socialni korektiv, to blazino socialne države, ki pride na pomoč, zato da lahko vsaj približno da tisto štruco kruha na mizo. In se odloča, ali položnica za elektriko, ali štruca kruha. Ali toplo, ali pa siti otroci. In zdaj udri siromaka s kladivom, prihaja socialna reforma, ki naj bi te ljudi spodbudila k čem? Da se aktivirajo na trg dela. K tem, da so tvorni državljani, da prispevajo k družbi, če nimajo za jesti. Ali pa če otrok ne hodi v šolo. Ja, mislim, kateri otroci imajo pa problem hoditi v šolo, če ne tisti že iz sicer socialno deprivilegiranih okolij, kateri so pa bolj podvrženi čustvenim in psihološkim izzivom, če ne otroci iz šibkega okolja. In kateri otroci rabijo dodatno pomoč, če ne tisti iz socialno šibkejšega okolja. Katere družine rabijo dodatno pomoč in ne sankcij in kazni, če ne tiste, ki se že tako ali tako težko prebijajo iz meseca v mesec.